Dober dan. Živijo. Evropa še stoji? Evropa še stoji komaj da še, ja. Mislim, tako mi izgleda to malo vige vage. Jaz sem pričakoval včeraj, se pravi v torek, da bi britanski parlament neko odločitev sprejel o Brexitu, potem je bila že v ponedeljek izredna vest objavljena, da so mal dnevni red spremenili zaradi tega, ker so določene težave. Zdaj sklepam, da te določene težave pomenijo, da za idejo, kakršna je bila spogajana med Londonom pa Bruslom v britanskem parlamentu, ne bi bilo dovolj podpore, kar bi pomenilo avtomatično vladno krizo, razpad imperija britanskega, pa potem še kakšne težave z Evropsko unijo. Zdaj, v trenutku, ko se tole pogovarjamo, še ni jasno, ali bo jutri še Theresa May še premierka, ali ne bo več. Skratka, zdaj je... Tudi za kraljico ne veva čist. Ne, za kraljico veva. Kraljica bo v redu. Ona bo v redu. Vse tegobe tega stoletja v redu prestala. Mislim, nauk tega, kar gledamo, je to, da si težko predstavljamo, da je res, ker 2 let nazaj smo nekako povedali, kam to pelje in zdaj smo tam. Zdaj smo pa tam, ja. Mislim, človek bi mislil, da si stvari, ki jih vidiš, nekako niso čist res, pa pride do tja, si pa užaljen, In dejansko zdaj smo tukaj, ta 4-oglata kugla je zdaj prišla v slepo ulico, nekam, kam ne gre več naprej, po domač povedati. In zdaj bojo poskušali rešiti, kar bojo poskušali rešiti. Evropa je pa sama po sebi destabilizirana že sami dejstvo, da Brexit je nastopil. Medtem se je zgodila Francija, medtem se je zgodila Italija, medtem se je zgodila, oziroma se dogaja Madžarska in tako naprej in Evropska unija, tudi Nemčija se dogaja, čeprav majhen bolj umirjeno pa stabilno, ampak Evropska unija je res na preizkusu. Zdaj, kontroverzno se pa mogoče sliši to, da pa tili rumeni opiči pa vendarle dajo neko upanje. Bom rekel prosto pod Cankarju, Evropska unija, ti si kakor zdravje. Ja. Vrag bo, če ne bo več. No, kar se Slovenije tiče, sploh ni diskusije, zato se mi zdi, da bi Slovenija zdaj, mogoče se mi delamo, kot da se nas to ne tiče, v splošnem. Ampak to so tako pomembne stvari, za prihodnost Slovenije se ne da povedati. In tudi vse smo veliko kritizirali tudi to vlado, da nima koncepta, pa vse tako naprej, pa bo na te kar ustrajala, da ga dejansko nima. Ampak nekatere poteze, ki jih dela Marjan Šarec, so mi pa všeč, to pa moramo odkrito nekako priznati. Recimo to, da je po imenovanju Ermanove, se je Erman se piše, Ermenci, zdaj sta bivša finančna ministrica, pa to ste si po priimkih zelo blizu. Skratka, po imenovanju je rekel, da zdaj naprej pa nočem več poslušati generalskega jamranja na vladnih sestankih. Vojaki niso zato, da jamrajo, vojaki so zato, da izpolnjujejo ukaze, pa da speljejo stvari. Skratka, to. Potem je šel na Dunaj, pa je kar Avstrija jasno povedal, da nekatere stvari ne pridejo v poštev, recimo priznanje manjšine in tako. Ne poskušajte uveljavljati svojih zgodovinskih interesov, če svojih obveznosti niste izpolnili. To mi je bilo tudi všeč, recimo. In to, da je javno povedal tako, da nekaterih vrednot pač ne bo dal. In prvič sem slišal neko definicijo. On je slovenski odgovor na Ronalda Reagana. Namreč, veš, kaj je problem? Problem je v tem, da posod prevladujejo populisti in jaz odkrito sem pričakoval, da bo on neka modifikacija populizma. Besede, ki jih izreka, so pa dejansko ljudem všečne, ker kaže neko odločnost, rejtingi mu rastejo, po drugi strani pa zelo jasno pove, da on socialnega tipa slovenske države ne misli predati. Se pravi, privatizacija na tem področju ne pride v upoštev in potem če je zraven pove, da je treba učinkovitost povečati, to ne moti, ker učinkovitost je ponovadi alibi za neoliberalne privatizacijske načrte. Če pa v tem kontekstu učinkovitost postaviš, je pa to celo potrebno. Mislim, z učinkovitostjo je tako, da tle je neka reč, glede katere se ni zahecati. Prejšnji teden je časopis Delo skupaj z Združenjem Menedžer imel na ekonomski fakulteti nek dogodek, na katerem je profesor Dušan Mramor predstavil neke demografske kazalce
deloma je o tem govoril tudi že predtem za sobotno prilogo, vendar ne. V Sloveniji demografija zahteva nekaj dolgoročnih ukrepov, se pravi ne nekaj ukrepov z danes do naslednjega merjanja javnega mnenja, niti ne ukrepov z danes do evropskih volitev, niti ne ukrepov z danes do naslednjih parlamentarnih volitev, pač pa predpostavlja ukrepe, ki gledajo 20, 30 in 40 let naprej. Zakaj 40 let naprej? Zaradi tega, ker čez 40 let približno bo Slovenija išla iz neke situacije, ki je demografsko po vseh projekcijah izjemno neugodna. Se pravi, vedno večje število ljudi bo šlo v penzijo in relativno vedno manjše število ljudi bo delovno aktivnih, kar pomeni, da bo relativno majhen delež delovno aktivnih moral narediti dovolj, da bodo ljudje penzije dobili, da se penzijski sistem ne zruši. Zdaj, da pa to dosežemo, je pa praktično samo en neboleč način, relativno neboleč. In sicer to, da smo pri produktivnosti, inovativnosti in pri teh prebojnih produkcijskih praksah bolj uspešni od okolice. Druge ni, ker tega, da bi imeli čez 5 ali 10 ali 20 let vlado, ki bo rekla, režemo penzije, zaradi tega, ker se nam je penzijski sistem sesul, ker je penzijska blagajna prazna, tega si pač zdaj, želimo, ta logika je sicer teoretsko upravičena, ampak jaz imam tako vtis, da bo midva čez 40 let ravno tik pred penzionom. In pol ne bo čez čez 50 let tik pred penzionom. Pol bo brezpredmetno, koliko penzionska blagajna ima denarja, ker bo 2 dni zatem umrla. Skratka, med tem je treba tudi živeti. In včasih se za učinkovitostjo skriva enostavno ideologija totalnega izžemanja ali cuzanja ljudi. Točno to, ja. In to ni v redu. Se pravi, ljudje morajo med tem tudi živeti, ampak jasno pa je, da je treba iz tistega produktivnega časa, ki je delovnemu procesu na voljo, da narediti pa nekaj. Tle je tako, da pri GDP-ju na prebivalca je bila Slovenija pred krizo na 85% povprečja Evropske unije. In kaj se je potem zgodilo? Strmoglavlja je. In se zdaj počas pobira in prihaja nazaj na 85% povprečja Evropske unije. Zakaj? Zaradi tega, ker smo imeli že v obdobju 2004-2008 ukrepe, ki so bili zgrešeni, potem Pahorjeva vlada ni naredila tistega, kar bi bilo potrebno in se je okrevanje zares začelo šele z vlado Alenke Bratušek. In to pomeni, da je Slovenija zamudila slabo desetletje. In če bi to desetletje... To me malo skrbi. Recimo, mi smo zdaj v trenutku, ko je Evropa zelo labilna, hkrati je moment stabilnosti, ampak je zelo labilna. In jaz mislim, da je vlada zdaj pravilno stopila korak nasproti nekim določenim socialnim skupinam pa delovnim skupinam, se pravi, kaže voljo potem, da deli prihodke z ljudmi. Po drugi strani me pa skrbi pač to, ker dejansko vstopamo že v naslednjo krizo. Vsaj tako svetovna dogajanja zadnjih 2-3 dni, borze in tako naprej kažejo, da gremo v novo krizo. Skratka, da se tisti podivjani bik menda v trudu. To zdaj spet ponavljajo. Neke čudne metafore, ampak ja. Tako pravijo in to zdaj kar ponavljajo že 3 dni, plus tega funt je padel na rekordno nizko mejo v 20 letih. Kje pa je Bitcoin? Bitcoin je menda da komaj še. No in dejansko sem rekel, upanje mi dajejo francoski protestniki ravno zato, ker jim ni zadosto, da se zniža cena bencina, ampak hočejo imeti dejansko, se pravi, hočejo razpravo, v kateri sistem ne bo naravnan na poliranje bogatih, ampak dejansko želi vzpostavljati nazaj srednji sloj. In to je prava smer. Produktivnost je druga debata. V Franciji je nizka, oziroma prenizka, to je dejstvo, ampak to je druga debata. To ni debata, ki bi jo v isti koš lahko dal.
No, in Slovenija pri teh velikih dogajanjih prav veliko ne more storiti, lahko pa zelo pozorno opazuje in se uči. In zdi se mi, da, ne vem, se pravi, nočem prehitevati in tako naprej, ampak se mi zdi, da če bi zdaj naredil primerjavo med Šarčevo pa med Cerarjevo vladavino, bi se odločil za Šarčevo, v smislu bolj učinkovita, če tako rečem, dobro, to nič ne pomeni, to ne pomeni, da delam reklamo za njega, ampak nekatere stvari, recimo to, da pokaže to socialno občutljivost, na drugi strani pa odločnost, predvsem tisto mi je bilo pa sploh epsko všeč, kako je z eno roko odmahnil vse tiste degutantne diskvalifikatorje in zelo pogumno podjetjem rekel, dajte, zresnite se pa nehajte oglaševati pri tistih in tako naprej. Kaže, da ima nek slog vladanja, ki ni avtokratičen, je pa avtoritativen. Skratka, dela z avtoriteto, noče biti pa avtokratičen. No? In če to res, to bomo videli, ampak ta vtis imam, potem je to za pozdraviti. Hkrati pa Slovenija obrniti v to, da opazuje, kaj se dejansko dogaja. Kaj se v svetu dejansko dogaja, ker se ne dogajajo čist brezvezne stvari zlasti za Slovenijo. Recimo ta madžarski prodor, dejansko Slovenija bi morala ušesa dvigati, kaj se zdaj v novi geometriji Evrope dogaja za madžarskimi interesi proti Sloveniji. Zlasti okrog Lendave, pa zlasti do morja. To je ena stvar. Druga stvar, tip socialne države, ker je premier že potrdil, da jo hoče ohraniti, to je zelo dober trend, ker Evropa bo brez tega razpadla. In to celo Macron zdaj le ponavlja, čeprav, a mu verjameš, istočasno, ko je govoril, da je pa zdaj pa dojel in da razume te rumene jopiče. Macron je finančnik, on prihaja iz ene najstarejših bančnih ustanov v Evropi, iz banke Rothschild, ki je sicer, to je treba vedeti, v svojem času bila pojem inovativnosti, uspešnosti, prav zaradi inovativnosti je ta banka tak imperij postavila, vendar mi smo zadnjih 20-30, morda celo nekoliko dlje, let, mi, se pravi zahodna civilizacija, v neki fazi nadvlade finančnega kapitala. Jaz sem pričakoval, da bo vendarle nekoliko večji poudarek po tej finančni krizi leta 2008 dan industrijskemu kapitalu, ker se pa ni zgodil. Kajti, zdaj finančni kapital sam po sebi ni produktiven, industrijski je. In finančni kapital je mojstrski pri redistribuciji bogatstva v smeri bogatenja že tako bogatih, medtem ko industrijski kapital je tisti tip kapitala, ki izboljšuje blaginjo srednjega razreda. Vendar to se žal ni zgodilo. Če ti recimo jačaš nek srednji sloj in predvsem, če diverzificiraš tveganje, zdaj sem pa bančno izrazila, skratka v družbi, potem imaš sistem odgovornosti tako razporejen, da v eni potezi eden ne more tako zamočati, kot so zamočili slovenski pogajalci z prodajo Ljubljanske banke. Ves čas se je vedel, kaj je. Se pravi, zdaj smo pa v času dokapitalizacije porinili 4 milijarde nazaj, bomo pa pol dobili. Kje je tle logika? Ali pa tista, recimo, tam imaš nekega župana Leljaka, ki pravijo, da ima 8 milijonov minusa. On je pa izvoljen za župana. Kje je tle logika, te vpraša? Skratka, to so neumnosti, ki ne pijejo vode. Ki kaže, da ni rečeno, da ima ljudstvo vedno prav. Definitivno ne, v tem primeru zanesljivo ne. Tam pa tle pa pač toliko nima prav, ker še vedno ne kaznuje politike, ki so to stvar pripeljali v tako stanje. Ampak mednarodni kapital je znal žonglirati za temi pojmi in temi zadevščinami, okrog sanacije bank in tako naprej. To je še zmeraj odprto vprašanje, kako se je reševala kriza v Grčiji. In takrat so nekateri zelo, zelo obogateli in tudi zdaj pri tretji privatizaciji so to pomembna vprašanja v Sloveniji. Ampak francoski nauk zdaj je, da karkoli že nameravajo tisti ljudje, ki pač za denarjem delajo, početi,
ne bodo mogli iti več mimo osnovnega vprašanja, ki je bilo nekoč že rešeno recimo leta 68 v Franciji, ne, da ljudje imajo pravico do participacije, sicer grejo v prevrat in to spontano, ker za tem gibanjem zdaj se ne vidi še nekih čvrstih voditeljev, oziroma ni nekih osebnih voditeljev. Ne. To gibanje je zelo spontano, pa zelo policentrično. Ne. Pa zelo podobno nastaja kot leta 68. To pa tudi zelo podobno nastaja, kot je bil ustanovljen moment francoske revolucije, tako se pravi, to dejansko daje upanje. Ne. Mislim, kako se bo z Anglijo izšlo, zdaj teoretično pogledamo takole, ne, za Slovenijo kot malo državo bi bilo najbolj, da bi bila Evropska unija ostala taka, kot je, pa da bi bila socialno uravnotežena in sicer bi bilo najbolj, da Anglija preprosto bi se zavozlala tako daleč, da bi rekla, delimo se, kot da nič ni bilo. Ker to možnost celo zdaj imajo. Ne? Oni rečejo, 50. člen enostavno, ja, zmotili smo se, pustimo, rečemo, kad da ga ni. Ne? In gre vse po starem naprej. Ne? To bi bila za Anglijo rešitev in Evropska unija ne bi proti temu popolnoma nič imela. Potem, če bi teoretično, ne, Macron nasrečala pamet, pa bi začel francosko družbo in Evropo v kombinaciji z Nemčijo prestrukturirati na način, ki bi upošteval tudi socialno in pa zdravstveno enakost, ne samo kapitalsko, pa ne vem kakšno še poslovno, ne, pa pretok ljudi in tako, bi bil to izredno dober signal in ki bi verjetno v zamahu utišal in pa umiril tudi Italijo. To sem skoraj prepričan. Ne. Ampak to so optimistični scenariji. Ne. Ta trenutek ne vem, če kdo ve, kaj se bo v Angliji v resnici zgodilo. Ne. V tem tednu. Že v tem tednu. Jaz mislim, da bo Theresa May padla, to je moje osebno prepričanje, ampak ni pa nujno. Ne. Če pa ne bo, se pa agonija samo podaljšuje, ker tega pa jaz, to pa od Angležev resnično nisem pričakoval. Ne. Pričakoval sem cinizem, humor, sarkazem do neke mere tak, potem pa tudi majhen samo ironije, ne, vse tisto, kar srečaš, ko se norca iz drugih delajo, celo iz samih sebe, ne, ampak to, ne, da se pa zapletajo tako delač, ne, brez... Ti tako govoriš, mislim, kada bi v Veliki Britaniji še živel Winston Churchill. Ja, imam to iluzijo, ne. On je vse to znal, kar ti naštevaš. Ne, pa jaz mislim, da kraljeva družina danes še zmeraj ima neko modrost, ne, mogoče bolj pametna izpade, ker molči. Ne, vse čas. Ampak včasih modr klobuk, ne? No, ampak parlament angleški je spoštovanje vredna inštitucija bila včasih, ne? In še danes je recimo v postopku, ne, ko se pogovarjajo, tako te debate so izredno dobre, jaz jih zelo nadrobno zasledujem, ne. In imajo izredno dobre debate, ampak ob vseh teh dobrih debatah delati, da politična elita dela tako neracionalne odločitve, to mi pa ni jasno. Tle mi nekaj striže, no, po pravici povedano mi nekaj striže, ne, ker, ne vem, kako lahko ti zahtevaš, da greš iz Evropske unije ven, hkrati pa Evropski uniji dobesedno užaljeno postavljaš pogoje, da mora biti vse po starem. Mislim, ne razumem. Se pravi, vse in to, ko je enkrat jasno povedano, da to ni mogoče, ne, narediš nov krog in prideš z istim predlogom. Potem narediš tretji krog, razglasiš nesporazum in rečejo, let's renegotiate, ne? To je zdaj primer. Ja. Zdaj Theresa May bo spet šla v krog, pa bo rekla, da spet, in potem Juncker reče, sej smo že povedali, ne? Pogajanja so zaključena, niso več mogoča. Ne? In tako. To so ene take čudne zadeve, ne? Ali pa to, kar Salvini počne v Italiji, ne? Ko ljudem kar obljublja raj na zemlji brez... Veš, lahko pa problem rešijo na način, kot so reševali v Kopru, ne? Veš, greš ponovno šteti glasove. Ne? Saj to je opcija. Kaj pa, če so bili glasovi narobe prešteti, ne? Če so bili pa glasovi prešteti pravilno, ne, pa imajo novi referendum. Lej. Novi referendum je dejansko odprta postavka, ampak se pa strinjam tudi s tistimi, ki rečejo, za demokracijo se ni zaigrati, ne? Namreč, če ti enkrat formalno speleš postopke in je izid formalno jasen, ne? Potem se tega drži, ne. To je sicer vse res, ampak posledice moraš pa nositi, ne? Oni se pa zdaj za posledice ne morejo odločiti, ne? Ker če rečejo, da grejo v clean Brexit, čisti Brexit, ne? To pomeni, da bodo ekonomsko šli takoj
v brezposelnost in za najmanj 5% se bo štandard takoj znižal, najmanj, ne, potem pa še v nadaljevanju, skratka v zelo črne čase gredo. Ne. Če pa ne, potem je treba pa ugotoviti, da si se pač zapeljal v slepo ulico in je treba za neko rešitev poiskati. In ta rešitev recimo bi bila pač v tem, ne, da grejo v novo odločanje o tem, ali je ta tip izhoda sprejemljiv ali ni sprejemljiv, ali kakorkoli že. Ampak to je vse v kontekstu sestavljanja neke nove Evrope. Ne, Slovenija, hvala Bogu, v tem primeru ima ta privilegij, da ji ni treba velikih odločitev delati, ampak lahko pa kako ne rečem, ne dela napak. No. Lej, veselica bo še velika, ne nazadnje nas čez dobrih 5 mesecev čakajo evropske volitve. Ne? Hvala lepa za danes.